Že tradicionalni dnevi Jožefa Štefana, ta teden potekajo že 22. Vedno ponujajo zanimiva predavanja in nekaj spremljevalnih dogodkov, ki pritegnejo pozornost tudi širše javnosti. Letos, profesor Lenarčič, sta med drugim zelo zanimivi predavanji, ki jo širše vzeto lahko umestimo v znanosti o življenju. Eno razlaga celično smrt v patofiziologiji in drugo o poteh in stranpoteh proteiznih encimov. Znanosti o življenju postajajo, kot kaže, najbolj hitro rastoče raziskave v mednarodnem raziskovanju sploh. Kje vidite vi razlog? Ja, človeka predvsem zanima, kako potekajo procesi v njegovem telesu in zakaj je sploh živ, ne. Ampak mislim, da je seveda glavni razlog pa je vendarle v tem, da se zelo trudimo okrog tega, da bi bili več časa zdravi, da bi več časa živeli, da bi imeli lepše življenje in da ne bi umirali za boleznimi, ki se zaenkrat zdijo neozdravljive, kot je na primer rak, ne. In prav o tem, o čemer je govoril včeraj profesor Kramer, se tiče umiranja celic in ki je po eni strani pozitivno, ne, se to je ravno govoril, ne, da gre do če poenostavljeno rečem, za neke vrste prečiščevanje, ne, telesa. Po drugi strani je pa seveda vprašanje, recimo rakastih celic, ne. Po drugi strani je pa vprašanje, kako zdrave celice ohraniti čim več časa pri življenju, ne. To je seveda problematika, ki se bo raziskovala vse bolj in bolj v naslednjih letih, sem prepričan. Tudi pri vas? Tudi pri nas. Mi imamo seveda zelo močno skupino na področju biokemije, molekularne biologije, vpeta zelo široko v svetovne tokove in tudi v sodelovanju z drugimi grupami v Sloveniji, kot je na medicinski fakulteti, na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in še kje drugje, na Kemijskem inštitutu, seveda sodelovanje z vsemi temi, je Slovenija kar močen partner v različnih projektih na evropskem nivoju. No, da ne spregledamo tudi drugih predavateljev dnevov Jožefa Štefana, o čem govorijo in o čem predavajo? Omenili ste že prvo predavanje, to je bilo ravno Kramerjevo predavanje včeraj. Danes bo naš nagrajenec, Zoisov nagrajenec, to tradicionalno imamo naše Zoisove nagrajence za Štefanove dneve. To je dr. Janko Kos, ki bo danes govoril o proteolitnih encimih in problematiki in stranpoteh in poteh na tem področju. Potem imamo jutri zanimivo pripoved človeka, ki se je dolga leta ukvarjal z družino Einstein. Ne ve se namreč, da je ali pa vsaj zelo malo se ve o tem, da je leta 1971 obiskal naš inštitut Hans Albert Einstein, sin Alberta Einsteina, tudi on slaven znanstvenik, skupaj z ženo, ki je pa še bolj slavna znanstvenica. Pogovarjala sta se pravzaprav o mami, se pravi o Milevi Einstein, katero je prav ta gospod Đorđe Krstić proučeval njeno življenje, ker sta sovaščana nekje v bližini Novega Sada. Ta gospod še vedno živi v Sloveniji in bo jutri prišel pripovedovati o tem, kaj je on raziskoval v družini Einstein in kako je potekal ta obisk takrat na inštitutu Jožef Štefan izpred 43 let. Zanimivo, ne? In v petek imamo pa predavanje znanega fizika iz EPFL-ja, iz Ljubljane, Švice. To je Devo Pledran, ki bo govoril o pojavu, ki se mu reče superfluidika, in sicer gre za zelo nenavaden pojav v bližini absolutne ničle, ker se tekočina obnaša magično, dviguje se po posodi, nenavadno rine v neko drugo posodo in podobno. Skratka, dogajajo se stvari, ki so v klasični mehaniki popolnoma nedojemljive in o tem bo predaval v petek. Potem pa seveda sledi v soboto dan odprtih vrat, čeprav imamo že teden odprtih vrat, saj nas obiskujejo dnevno šole oziroma organizirane skupine. Soboto je pa še posebej namenjena ljudem, ki prihajajo cele družine, navadi vsaj 1000 obiskovalcev, 1200 obiskovalcev pride in se organizirano sprehodi skozi naše laboratorije. Medtem ko je pa osrednji dogodek, ki ga ne smemo pozabiti, je pa v sredo zvečer podelitev zlatih znakov. To je pa nagrada, ki je pravzaprav edinstvena v Sloveniji in gre za podelitev
nagrad najbolj odmevnim doktorskim delom. To je doktorskim delom, iz katerih je nekaj nastalo kasneje. Naj si bo neka aplikacija, naj si bo nek znanstveni dosežek, ki ga uporabljajo po laboratorijih po svetu, neka metodologija, kaj takega, skratka gre za odmevnost, ne toliko za kakovost doktorata kot odmevnost. Imate vi kakšen poseben sistem vabljanja tujih, pa tudi domačih predavateljev? Pravzaprav niti ne, jaz mislim, da zadostuje, da dobi vabilo. Jožef Štefan je tako znan inštitut v Evropi, da je vsakemu čast. Kdor je poslušal včerajšnje uvodno predavanje prav Kremerja, ki je trenutno najbolj citiran znanstvenik v svetu, zadnje leta. To pomeni, da je eden vrhunskih imen, takih, ki jih težko dobiš kamorkoli. Moram reči, da je, ko sem mu poslal e-mail, mislim, da je bilo nedeljo zvečer, samo 5 minutah, da dobil odgovor, ja, pridem. Sicer je vedel, da ga bom povabil, ker ga je preko dobrega Turka, ga je že vprašal, ali bo lahko prišel, ampak dobesedno takoj je odgovoril, da pride. Tako da ni potrebno imeti kakšnega posebnega sistema. Bolj je potrebno imeti sistem, kako bi vsa področja pokrili, pa kateri so tisti ljudje, ki bi jih radi videli v Sloveniji, ampak praktično vsi pridejo, če jih povabimo. No, omenili ste že osrednji dogodek, na nek način osrednji dogodek podeljevanja zlatih znakov Jožefa Štefana. Tu me zanima, a spremljate razvoj potem in raziskovalne dosežke teh ljudi? Ja, mi pravzaprav imamo kontakt, torej večinoma sigurno imamo kontakt s temi, ki prihajajo z inštituta oziroma iz področji, ki so blizu inštituta. So nekateri morda iz drugih področji medicine in tako naprej, s katerimi morda nimamo toliko povezav, vendar pa lahko trdim, da so vsi tisti, ki so dobili zlati znak in za katere vem, danes uveljavljeni svetovni raziskovalci, profesori ali v Sloveniji ali v tujini. No, da ne bomo ostala samo pri znanstvenikih in znanosti, letos je posebej v ospredju odprtje razstave, ki je tudi spremljevalen del vsakoletnih tradicionalnih Štefanovih dnevov. No, letos ste odprli razstavo Metke Kraševec, eno naših največjih slikark. No, profesor Lenarčič, za umetnost pravijo, da je elitistična. Je znanost, ki jo goji vaš inštitut, tudi elitistična. Obstaja kakšna skupna točka oziroma kakšna povezava teh področij? Ja, torej, za mene osebno je ustvarjalno delo v slikarstvu ali v znanosti popolnoma enak proces. Ni nobene razlike. Ni pa nujno, da je tako. Ljudje torej, se različno lotevajo raziskovanja, znanstvenega raziskovanja ali pa umetniškega raziskovanja, tako da ima vsak neko drugačno izkušnjo. Moja izkušnja je, da gre za popolnoma ne enak, ampak kar isti proces. Naj se bo v slikarstvu, naj se bo v znanosti. Mi smo že od nekdaj v naši galeriji imeli različne razstave najbolj eminentnih slovenskih, pa tudi tujih, nekaterih tujih umetnikov, slikarjev, ne samo slikarjev. In predvsem za Štefanove dneve si želimo predstaviti enega od avtorjev, ki ima tudi to raziskovalno komponento, ker niso vsi slikari, tudi raziskovalci. Nas zanimajo predvsem raziskovalci. Že ustanovitelj tega inštituta, profesor Peterlin, je v nekem tekstu zapisal, da bi moral biti inštitut tudi kulturno središče v Sloveniji in to je zame ne samo, ker je on to zapisal, jaz to gojim od nekdaj in sem nekoč pač prebral, da tudi on enako razmišljal, da je inštitut ne samo znanstveno, ampak kulturno središče. Zame je znanost del kulture, tako kot umetnost. Če opazujemo recimo druge inštitute ali institucije, kakorkoli že rečemo, nimajo vse te prakse, da bi imeli recimo neko svojo galerijo, kjer bi razstavljali manj ali bolj znani umetniki. Kako je vam uspelo ustvariti nek odnos do umetnosti? Ker ste le, kot rečemo, ne trda znanost, naravoslovna znanost. Ja, torej prve razstave so se vrtele tam že okrog leta 1985. Točno se ne spomnim, kako so takrat nastale. Spomnim se, kdo jih je začel in kako se je trudil, da je vsake toliko pripeljal kakšnega umetnika na inštitut. No, potem v začetku 90-ih let smo našo galerijo povečali, s
stekleno steno ven v prostor, tako da zdaj je res primerna za razstave, velika, tudi dvojna višina, da ne rečem kar trojna višina, ne, tako da je izredno atraktivna. Tudi težka, ker so stene črne, ne, niso bele, kakšnega umetnika je tudi motilo že, ko je videl te črne stene, vendar je potem to spoznal, da je pravzaprav ne samo izziv, ampak prav lahko ima svoje estetske učinke, ne, če se razstavlja na temnih stenah. In v začetku 90, mislim, da je 92. leta se tudi osebno svojo lastno razstavo pravzaprav je začel to tradicijo razstav in od takrat praktično vsak mesec imamo novo razstavo. Sodelujemo z Ministrstvom za kulturo. Imeli smo celo sofinanciranje Ministrstva za kulturo dolga leta. Imamo tudi tesno sodelovanje z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana in Zvezo društev likovnih umetnikov Slovenije, ki organizira 3 od 10 razstav letno. Imamo galerijski svet, torej tu gre popolnoma za profesionalen pristop. Ni tako, kot kdo misli, da me pokliče po telefonu, pa bo imel razstavo na inštitutu, niti približno ne. Če me kdo pokliče po telefonu, je kvečemu ne bo dobil na inštitutu, ker razstave grejo pač po utečenih poteh, tako kot se v umetnosti dela. Naš cilj je, da imamo pri nas najboljše slikarje, ki so ta trenutek v Sloveniji, in to, kot rečeno, raziskovalce. Torej, tiste, ki se bojujejo sami seboj in iščejo nove poti v umetniškem izražanju. Še tole, kako recimo vaši ljudje, vaši uslužbenci, vaši raziskovalci, znanstveniki sprejemajo recimo ta razstavni prostor, razstave, jih na nek način nevsiljivo vzgajate v neki posebni estetiki? Ja, najlepše je to, ko se nihče ne zmeni, ne. Takrat pomeni, da stvar deluje, ne. Ko so bile prve razstave, je bilo morda navidezno več zanimanja, ker so ljudje z nekim začudenjem hodili gledat, vendar imam občutek, da je tako, kot je danes prav, da ljudje s to razstavo živijo, da po mojem bi bili zelo presenečeni, če bi kak dan prišli na inštitut in ne bi bilo slik. Bi jih po mojem vznemirjalo in bi začeli mi pošiljati elektronsko pošto, kaj se je to zdaj nareč, ne. Mislim, da je to ravno bistvo, ne, da te slike živijo skupaj z našimi ljudmi, z mladimi raziskovalci, da ne govorim z neštetimi tujimi obiskovalci, ki prihajajo v Slovenijo, veleposlaniki. Mi imamo tukaj 200 ljudi, tujcev dnevno na inštitutu in vsak vpraša, kaj pa to zdaj na razstava, kako to, da imate razstave in s tem seveda tudi naša umetnost posredno preko raziskovalnega dela in naših obiskovalcev prihaja v svet. Hvala lepa, profesor Jadran Lenarčič. Hvala vam.